Torej, internet je zelo jezen zaradi tega TikTok trenda, kjer ženske podpirajo morilko svojih 3 otrok, Lindsay Clancy. In za tiste, ki ne poznate podrobnosti, ta ženska je po navedbah sodišča doživljala neko vrsto psihotičnega zloma, to je tisto, kar poskuša trditi na sodišču. In ubila je 3 svoje otroke, vključno z 8 mesecev starim dojenčkom. Zdaj pa na TikToku na 100 000 žensk izraža podporo in pravi: enako, Lindsay, enako. In čeprav me ta trend tako zelo jezi in razburja, moram reči, da sem tudi popolnoma strta, ker živimo v resničnosti, kjer mame dejansko mislijo, da težave materinstva opravičujejo umor otrok. Mislim, nisem presenečena. To so iste ženske, ki podpirajo pravico do splava. Verjamejo, da če je ženski težko imeti otroka, ima zato pravico, da se ga znebi. Zakaj potem to ne bi veljalo tudi kasneje, še posebej, če doživljajo psihotični zlom? Ampak resno, to se mi zdi vse skupaj srce parajoče. In globalili se bomo v podrobnosti tega ter poskušali malo razložiti ta trend, ko na 100 000 žensk stopi v bran očitno psihotični materiji morilki. Ne morem verjeti, da to sploh izgovarjam. Ampak ali si lahko vzamemo trenutek in priznamo, da je to bolj srce parajoče kot pa takšno, da človeka spravi v bes? In celoten cirkus, ki se trenutno dogaja med konzervativnimi komentatorji, nekateri so zelo ostro proti temu, nekateri pa imajo nekoliko več sočutja do vsega skupaj. To preprosto ni tema. Tema tukaj so 3 otroci, ki so bili umorjeni. In to preprosto ni v redu. In punce, zdaj bomo šle v podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo. Če vas to ne zanima ali če vas to lahko prizadene, opozorilo o občutljivi vsebini, preprosto preskočite naslednji 2 minuti. Vem, da ste nekatere zdaj jezne name, ampak žal punce bom morala vztrajati pri svojem. Nesporno je, da je Lindsay Clancy na sojenju zaradi umora svojih 3 otrok, Cor, stare 5 let, Dawsonan, starega 3 leta in Kaylana, starega 8 mesecev. Vsakega je davila vsaj 4 minute s 3 različnimi elastikami za vadbo. Tožilstvo pravi, da je šlo za vnaprej načrtovan umor. Obramba pa trdi, da je res storila dejanje, vendar ne more biti kazensko odgovorna, ker je doživljala psihotičen akuten duševni zlom. Lindsay odvetnik je v uvodni izjavi povedal, da ima bipolarno motnjo in da so zdravila stanje še poslabšala. In da je na dan, ko je ubila tiste 3 otroke, slišala glas, ki ji je govoril: to je tvoja zadnja priložnost. Ubij otroke, da boš lahko ubila sebe. Dobro je funkcionirala 24. januarja na dan umorov. Zjutraj je peljala Coro k zdravniku. Z otroki se je igrala zunaj na snegu. Fotografije tega je poslala svojemu možu. Nato je poslala sporočilo Patriku, naj prevzame hrano za seboj iz 3V in prinese zdravilo za njuno hčerko. Potem je poklicala 3V in oddala naročilo. In vemo, da je uporabila Apple Maps, da bi spremljala, koliko časa bo potreboval do restavracije in nazaj. Patch Mislim, ta ubogi oče. je opravljal te opravke od približno 17:15 do 18:09. Ko se je vrnil, jo je našel ležati v snegu z urežninami na rokah in vratu. Bila je paralizirana, potem ko je skočila skozi okno, otroka pa sta bila neodzivna, še vedno z zategnjenimi trakovi okoli vratu. Poskušal jima je pomagati, a za Coro in Dawsona je bilo prepozno. 8 mesecev stara dojenčica pa je na aparatih zdržala še 3 dni. Torej, obe strani na sodišču to priznavajo. Nekateri pravijo, da bi morala na električni stol, drugi pa, da bi morala v psihiatrično ustanovo. So pa tudi ljudje, ki pravijo, da je to storil njen mož. In potem so tu še ljudje, ki svoje videoposnetke opremljajo z napisom: povsod po TikToku ista Lindsay. Zdaj je to postal trend, kjer ženske namigujejo, da so tudi same na točki, ko bi rade zadavile svoje otroke do smrti. Ja, zadnje se mi zdi precej čudno. To se mi zdi srce parajoče. Lahko sem iskrena, to se mi zdi srce parajoče. Sploh ne morem. Jezna sem. Jezna sem na družbo, ki je te ženske resnično oprala možgane s tako izprijenimi ideologijami, da težave in napore vzgajanja svojih otrok vidijo kot nekaj, zaradi česar bi bilo vredno razmišljati o tem, da bi jim škodovale, namesto da bi to videli kot največjo čast v svojem življenju. Kaj je šlo narobe z našo družbo? Mislim, te ženske so neuravnovešene. Ta video zdaj postaja izjemno viralen, prikazuje žensko, ki zažiga svoje otroke, prav? Zažiga svoje otroke. Ta mati v Miamiju poliva roke svojega malčka z vročim voskom in prižiga ogenj v kuhinji na posnetku, prav ker ima duševne težave. In mislim, kaj? In zdaj imaš te videoposnetke, kjer poporodni bes prevzame nadzor nad mano. Torej imaš to nastopaško, vase zagledano, otročje sranje od teatralne narcistke, ki bo vse res razjezila. To je tisto, kar moram narediti, da uravnam svoje čustva. Moram biti nasilna, ker mi je tako težko. Smo res prišli do točke, do dejanske točke v družbi, da ženske ne morejo dovolj uravnavati svojih čustev, da bi lahko prenesle dejstvo, da je materinstvo težko, ne da bi se tresle pred kamero. Potrebovala je, da v jezi vrže te koščke ledu, da zadovolji svojo potrebo po uničevanju. In ja, morda je videti noro. Mimogrede, res je videti noro, ampak ji zelo pomaga. Samo. Včasih se pojavi kakšen nov trend, kaj ne? Naprimer, da vržeš led v kat, da ne poškoduješ svojega otroka. Nekatere dni kot mama moram res nadzorovati svojo potrpežljivost. Zato se namesto kričanja s svojim malčkom v svojo kat vržem led.
Duševno motene. Dobesedno duševno motene, te ženske. Prav. In Matt Walsh je v središču polemike, ker je bil glede tega zelo oster. Pravzaprav ga je Ben Shapiro zaradi tega tudi poklical na odgovornost, ker se s tem ne strinja. A je pa res izjemno, čeprav ne presenetljivo, da v tednu, ko levičarske ženske v državi odkrito slavijo in poveličujejo pošast, ki je pobila svoje 3 otroke, doživljamo enega najgrabših in najbolj razkrivajočih trenutkov v sodobni zgodovini. Nekateri konservativni vplivneži in komentatorji so se odločili, da bodo svoj čas porabili za to, da svojo jezo usmerjajo name, ker sem po njihovem mnenju objavila tweet, ki je bil nekoliko grob in grozen. Sama bi mislila, da bi bilo množično, odkrito in brezsramno slavljanje ženske, ki je metodično ubila vse 3 svoje otroke, glavna novica tukaj, in da bi bila ta ženska ter njeni zagovorniki zlobneži v tej zgodbi. Ampak seveda, živimo v norih časih in zato ljudje govorijo o meni. Tisoče žensk pravi, da Lindsay Clancy zagotovo ni mogla ubiti svojih 3 otrok, ker je lev in levi ne ubijajo. In spet, poleg dejstva, da je ta zadeva z Lindsay tako srce parajoča, mislim, da te neumne, kot so ženske, te liberalne ženske, so se razkrile, kako zelo neumne so, na tako ekstremen način. Poslušajte tole. V redu, pogledajte tole, res je noro. Rojstna karta Lindsay Clancy. Res je noro, nimam časa rojstva. Tako da lahko v bistvu prezajete ascendent, descendent, ICMC, vertex, ni hiš, nobenega od teh nimamo narejenih. Tako da niso vsi aspekti nujno resnični, ker za vse te točke v resnici ne vemo. Sem si pač izmislila. Ampak najprej Moramo pokazati. v redu, če je tukaj kako menjega. Ima severni vozel v Vodnarju, južni vozel v Levu. Trenutno je v svojem natalnem podatku. Minilo je že nekaj časa, ampak morala sem priti sem, da povem, da spremljam sojenje Lindsay Clancy. Še posebej kot mama 2 otrok, ki se je soočala s hudimi poporodnimi duševnimi motnjami. In veste, spremljam vse njihove rojstne karte, rojstne dneve in astrološka znamenja. On je to naredil. On je to naredil. On je to naredil. On je dvojček. Njegov rojstni dan je 15. junija. Jaz sem dvojčica. Moj rojstni dan je 14. junija. Naj vam dam še en primer, kakšen je moški v znamenju dvojčkov. Tudi rojstni dan 14. junija. Moški in ženske smo različni. Imejte to v mislih. Prosim, ne obsojajte me. Donald Trump. Včasih se res sprašujem, kako sem lahko istega spola kot ti ljudje. Se sprašujem, ali imam isto duševno prekletstvo kot te ženske. Mislim, ali ga imam? Upam, da ne. V zadnjem času ves čas vidim, da ljudje govorijo o primeru Lindsay Clancy in veliko konzervativcev se sprašuje, kako smo kot družba prišli do tega, da tako veliko žensk zagovarja Lindsay Clancy. Lindsay Clancy, ki je zadavila 3 svoje otroke do smrti. Kaj je narobe z ženskami danes? In povem vam, kako smo prišli do tega. To je zato, ker je več kot 25% žensk v Ameriki danes naredilo točno to, kar je naredila Lindsay. Naredile so točno isto stvar. Umorile so svoje otroke, kaj ne? Umorile so svoje nemočne, nedolžne otroke. Vse zato, ker jih niso želele. Bili so jim v napoto. In zato se seveda sočustvujejo z njo. Seveda poskušajo prikriti svojo lastno krivdo za to, kar so storile, tako da upravičujejo dejanje druge ženske, ko je ugasnila življenje svojih otrok. To je naraven način, kako se poskušaš spoprijeti z grehom, kaj ne? Če imaš težave s pitjem, se obdajaš z drugimi ljudmi, ki veliko pijejo. Če imaš težave s preklinjanjem, se obdajaš z ljudmi, ki veliko preklinjajo. To je srce parajoče, jasno govori o splavu, kaj ne? Mislim, ampak spet. Trend teh žensk, ki podpirajo Lindsay Clancy in zbirajo ogromno denarja zanjo ter zagovarjajo neko teorijo zarote o njeni nedolžnosti, kaže na 2 stvari. Prva stvar je popolna otopelost možganov, ki so jo progresivne ženske doživele zaradi TikToka in branja samo erotičnih romanov ter true crime vsebin ves dan. Džem sladkarije. Mislim, pri njih ni nobenega pravega intelektualizma. Še pomembneje pa je, da je druga stvar hinavščina in jasnost dejstva, da si v resnici ne želijo enakopravnosti. Želijo nenehno zahtevati posebno obravnavo za ženske, jih prikazovati kot žrtve in jim za vse pogledati skozi prste. Ja. Mislim, ta trend, da so ženske. Ta trend, ko ženske postavijo kamero in prikazujejo svoje težave z dojenčki, je nekaj, česar ne podpiram ali pa so grozne do dojenčkov. Nekdo je to napisal, ne počnite tega. Naša naloga je zaščititi otroke, ne pa namerno izzivati dojenčkov. Preprosto sovražim to. Sovražim to. Lindsay Clancy je prava pošast, ki je zadavila 3 otroke do smrti. Ne zasluži si nobenega sočutja od nikogar. Le smrtna kazen je dovolj. Ta ženska je ubila svoje otroke, a pravi, da ni njena krivda.
Ni normalno, da imaš misli o tem, da bi ubil svoje otroke. Ta ista Lindsayjeva miselnost ni nekaj, s čimer bi se lahko pohvalili. Je globoko zaskrbljujoče. In vsako mamo, ki to objavi, bi morali preiskati. Strinjam se, pravzaprav se res strinjam. Tvoja žena verjetno ne bi smela biti na TikToku, pravi Alip Talaki. Ljudje imajo s tem težave. Naj še enkrat poudarim, TikTok je posebej zasnovan tako, da cilja na ženske za zasvojljivo negativno, zavajajočo in jezno vsebino. Zato branijo Lindsay Clancy in je bil odstranjen. Čeprav so tam transspolne ženske, verjetno ne bi smele biti na tem. Hvaležna sem, da imam ekipo, ki objavlja izseke mojega podcasta tam. Mislim, da je pomembno predstaviti alternativna mnenja in da se v svojem življenju še nikoli nisem prijavila v to aplikacijo. Priznala je, da je ubila svoje 3 otroke in še vedno je bilo zbranih $767,000. Mislim, Tim Pool, to je naslednja očitna evolucija v razpravi o splavu. Z mano. Več performativnih videoposnetkov. Kako težko je biti mama. Pravica za Lindsay Clancy. Mislim, poglejte to. To je očitno narejeno z umetno inteligenco. Ja. In seveda ni presenečenje, da jo podpira Code Pink, ta grozna organizacija, ki jo financirajo dobesedno teroristične skupine, ampak ženske okoli nje jo podpirajo, ker razumejo njeno poporodno situacijo. Samo enako, Lindsay, enako. Res ne zmorem, preprosto ne zmorem tega. To je dejansko v trendu. Enako, Lindsay, enako. No, trudim se skrbeti za otroke. Vsak dan se utapljam. Imam občutek krivde, ker zapravljam denar svoje družine in ga nič ne zaslužim. Zdi se mi, da porabim preveč. Ona je to napisala, kaj ne? Je kaj? Utrujen sem, strah me je za kola in da bi zbolel. On je bolan otrok. Bolan otrok. Misliš, da se te ženske zavedajo, kaj priznavajo? Da ta stvar, ki ji posvečajo svoje življenja, pravzaprav priznavajo, da si včasih želijo, da bi ga ubile? Ali sploh razumejo posledice tega? Zdaj je bolan, ima vnetje obeh ušes in Lepo očitno je, težave draga. s trebuhom. To je čudovit otrok, dobesedno. To so najboljši trenutki tvojega življenja, ko si mama in vzgajaš te čudovite male angelčke, ki so nam bili dani. In se pritožuješ nad tem, kaj je narobe s tabo. To je zloraba pustiti otroka jokati in ne odreagirati. Ampak sem sprejela odločitev. Tako sem naredila pri Kalu. To je čudovit dojenček. Ne morem. Internet je danes zame malo preveč. Hvala vsem za vašo pozornost glede tega bata.